To je bil moj največji izziv in meni je bilo grozen. Sem imel pa kar par takih kriz, ko sem razmišljal, iti naprej kot duhovnik, ker sem videl, kaj me osrečuje. Ampak sem hotela živeti to, k čemur me kliče Bog. To ni enostavna odločitev. Družba, pozdravljeni. Moje ime je Tomaž in danes gledate oddajo Reflektor. Verjetno bo za marsikoga zelo zanimiva tema, saj se bomo danes pogovarjali o samskosti. In zato imamo ob sebi dva super gosta, to je gospa Živa Štiglic in pa gospod Peter Pučnik. Živijo. Torej, za začetek bi kar prosil, da poveste, kdo sta, kaj počnete. Moje ime je Živa, stara sem 33 in sem samska. Sem vodja programov za ženske, ženska na polno, in če bi mi kdo rekel 10 let nazaj, da bom pri 33 samska, to bi mi bilo najhuj, kar se ti lahko zgodi. Danes pa živim na polno, tako da se veselim te oddaje, da lahko povem zakaj. Sem Peter Pučnik, salezjanec, duhovnik. Letos sem obhajal Abrahama, toliko za orientacijo v starosti, če je Živa povedala. Drugače se pa veliko ukvarjam z družinami, z mladino, pa tudi kot terapevt se ukvarjam z zakonci, s pari in posamezniki. Super. Torej, današnja tema je samskost. Takrat, ko človek v tam 20, 25 letih ne razmišlja prav veliko o samskosti. Ko pa pride tam do 30, 35, pa se mu verjetno začnejo porajati vprašanja kot a bom jaz celo življenje sam, mi je to mogoče namenjeno, ali pa se začnemo mogoče jeziti, pa zakaj ravno jaz ne morem najti nekoga pravega, s katerim bi lahko imel nek globlji odnos. Kaj se vam zdi, kaj so tisti izzivi, s katerimi se danes samski srečujejo? A lahko jaz začnem? Seveda. Okay, jaz sem že pri 25 zelo intenzivno razmišljala o tem, zakaj sem samska. In moj največji izziv včasih je bil to, da sem ves čas čakala, kdaj bom začela živeti. Ves čas sem čakala, da spoznam nekoga, da spoznam fanta, da spoznam moža, da bom končno se moje življenje začelo, da bom končno zaživela kot ljubljena, da bom končno zaživela kot lepa, da me bo končno nekdo opazil, da se bo končno za mene začel. In to je bil moj največji izziv in meni je bilo grozen. Ampak hkrati mi je pa Bog to spremenil v moj največji blagoslov. Zato vem, da samskost ni razlog za to, da ne živiš na polno. No, jaz bi lahko rekel nekoliko drugače, v smislu, ker tebi pač ni bilo dano in si potem iskala. No. Jaz sem se pa že kar mlad, kot bom rekel najstnik, nekako odločil, da bi postal duhovnik. In zato sem se sam odločil za nekako samsko življenje. Moram pa reči, da ko sem že stopil na pot, sem imel pa kar par takih kriz, ko sem razmišljal, a je to ali ni to. In lahko rečem, da je bila bistvena tista, bom rekel, zadeva na tehnici, ali iti naprej kot duhovnik, ali ne iti naprej, to, bom rekel, živeti samsko ali živeti z nekom. Je bilo to kar močna zadeva na tehnici. Seveda potem, ko sem se pa odločil, bom rekel, prav spomnim se tistega poletja, ko je bilo pa dokončno, sem se pa tako osvobodil. Pomeni, ko je tista odločitev padla, ko vem, zakaj sem se to odločil, ker sem videl, kaj me osrečuje. Tista leta sem delal ogromno na oratorijih z mladino in to je zame droga, bi rekel, ne vem, tako res. Mi toliko energije da dejansko ni težko živeti samskost, če imaš neko uresničitev v življenju. In to se mi zdi temeljno. Tudi mnogi me sprašujejo, kako to lahko. Menim, da so 3 stvari, ki so, mogoče celo 4, ki so nujne, da lahko samsko živiš. Gre za to, da imaš rad svoje življenje, da ga res imaš rad, da si ga sprejel. To je po mojem bistveno. Da si ga sprejel in da ne pričakuješ nekaj, kar ni mogoče. Danes smo 15. aprila 2021, današnji dan bom sprejel in ga probal živeti na polno. Ja. To je prva stvar, ki je najbolj pomembna. Druga je pa taka. Pomembno je, da imaš ob sebi ljudi, ki te imajo radi. In da tudi delaš na tem. Tudi jaz kot duhovnik, da me ni sram priznati, da potrebujem nekoga, ki mi kdaj pa kdaj pove, da me ima rad, da me tudi kdaj kdo objame, da mi da eno bližino, pač normalno, kot za duhovnika. In da bom rekel, to in tretja zadeva, da imam tudi jaz nekoga,
ki mu pa jaz lahko pokažem, da ga imam rad. Ko mu pokažem, povem, ko se ga razveselim, ko ga tudi jaz stisnem. Razumete, na ta način? Da deliš naprej. Tako, a ne? Ker brez tega pa, jaz se ne predstavljam celibata živeti. Te 3 stvari se mi zdijo glavne in tudi kot glavni izziv, kar pa pomeni, da ne pride samo po sebi, da se pač moraš tudi za to truditi, se zavestno odločiti in živeti življenje, ga stisnega, kušnjata, razumeš? Tako. In to je to, ja. No, lepo, super, zelo lepo ste to odgovorili. Torej, zdaj smo se pogovarjali o izzivih, imamo pa še potem tu neke take pritiske staršev, prijateljev, ki nas badajo, a ti si boš pa kdaj kakšno našel oziroma našla, ne? Kako se soočiti s tem? Imamo pa tudi medije, ki nas bombardirajo s to družinskostjo, partnerstvom in tako dalje. Kako se soočiti s tem in potem kako se soočiti z tistimi občutki, ki se prebudijo v nas, torej osamljenost, žalost, jeza mogoče, ne? Kako se soočiti tudi s tem? Da bolj splošno začnem. Ko sem se jaz odločila reči ja Jezusu, se pravi ga postaviti na prvo mesto svojega življenja in mu res izročiti svojo pot, sem se mogla odločiti, a bom jaz živela na način, da bom ustrezala družbenim normam, se pravi, da bom imela kljukice, bom delala to, kar se more delati, pri tolikih letih se more to, če si dober kristjan, se more to, če si dobra mama, se more to, če si dobra hčerka, se more to, moraš biti tak, ali bom živela to, k čemur me kliče Bog. In žal, tudi kot vidimo pri življenjepisih številnih svetnikov, če rečeš ja Bogu, si večino časa pač izven kljukic, razen če ima za tebe res tako poslanstvo, da si zelo po temu svetu, ampak jaz jih ne poznam velika, ne. In jaz sem se takrat odločila, in to ni enostavna odločitev, da hočem živeti to, čemur me kliče Bog, da hočem živeti svoj notranji ogenj, da hočem živeti to, kar jaz zares prepoznavam. Ne to, kakšna bi morala biti, ne to, kaj se pri teh letih mora narediti, ne to, kaj bi zdaj bilo primerno za mene, zato da bom ustrezna, ampak sem hotela živeti to, k čemur me kliče Bog, to, k čemur me kliče Sveti Duh. In to ni enostavna odločitev, zato ker ni prijetno biti izven. Pa tudi za marsikoga verjetno ni čisto jasno. Se pa na koncu vedno pokaže, da je to bila edina prava pot. Ja, pač večini ni jasna, ne. To moraš že od začetka vzeti za kup. Pač ljudem ne bo jasen, ne boš po regelcih, čuden te bojo gledali, ampak pač jaz sem se odločila, da imam raj to, da me večina ljudi, tudi tisti, ki so moji najbližji, ne razumejo, da jih skrbi za mene, da so pač razni pritiski tudi iz širše okolice. Raj imam to, čeprav je neprijetno, ne? Nočem zdaj slej spasti nek nad človek, meni je pa vsem, kaj si mislijo o meni, ampak raj imam to, kakor da rečem ne Bogu, kakor da delam proti temu, kar zares prepoznavam, kakor da delam proti temu, kar je moja edinstvena pot. Zato, ker sem velikrat že rekla ne Bogu, pa po svoje naredila pač po glavi mimo tega, kar sem zares prepoznavala, pa vam povem, to je predrago. To je predrago. Davek je prevelik in sem se odločila ne, pač ne glede na to, da je težko, da boli, da si velikrat osamljen, da si nerazumljen, da so pritiski, da si čuden. Jaz hočem živeti to, kar me Bog kliče. In to je prva stvar. Druga stvar, ki bi jo rada mogoče samo omenila, je ta, da za mene je pač zakon oblika poklicanosti in služenja, ne? In mi je včasih težko, še posebej v katoliških krogih, ker imam občutek, da nekateri to, da jih je Bog v tem trenutku poklical v to obliko služenja, ki je zakon, imajo to za nek uspeh in se jim zdi, da se zaradi tega lahko povzdignejo ali pa se potrepljajo, ker oni so uspeli nekaj, kar nekdo drug ni. Ampak pač ta drug je sam poklican v drug način služenja. Zakaj primerjanje? Zakaj si ti uspešen, ker si ustrezen? Bog te je zdaj k tej osebi poklical, nekoga drugega pa na drugačen način kliče, ne? In pač v končni fazi pa tudi, ne, za vse vas živijo, ki to gledate in ste samski, in vas sprašujejo, kdaj si boš pa ti koga poiskala, kdaj si boš pa ti koga poiskal in za vami govorijo, da ste itak preveč izbirčni ali pa da je z vami nekaj res narobe. Vemo, pride do nas, ne? Pač dejstvo je, da tisti, ki so pomirjeni sami s sabo, zadovoljni s svojim življenjem pa svojimi odločitvami,
nimajo pretirane potrebe, da se ukvarjajo z odločitvami drugih. Kaj komentar? Jaz bom zopet rekel, no, da mogoče nekoliko drugače kot preživi. Namreč jaz kot duhovnik, kot redovnik, imam neko pripadnost neki skupini, neki skupnosti, kjer živim in ki mi tudi na nek način oblikuje življenje. Pomeni mi postavlja neka merila, nek način življenja, ki se mu moram delno prilagajati. Ne. Ampak kje je fora? Da kljub temu, da živim v skupnosti, da imam pravila zelo jasna, da si jaz upam biti jaz. Da sem rad to, kar sem. Recimo, jaz danes, če me kdo vpraša, jaz ne bi zamenjal poklica za nobeno ceno. Jaz sem srečen kot duhovnik in želim ga živeti na polno, ta poklica. Ne? In vidim pa, da tudi eni trpijo nekoliko ob tem, zato ker si upam biti malo drugačen. Tudi recimo, da zdaj nisem črne srajce po okularju, pač zaradi tega nisem čist nič manj duhovnik, če nimam teh par kvadratov plastike za vratom. Prostite, da sem grdo rekel, ne? Ampak hočem reči, je pomembno, rad imam okular, tudi obleko duhovniško, ne? Ni težav, ampak ni pa to bistvo. Važno, kaj je v nas. Ne? Točno to. To sem pa z veseljem in ko sem se odločil za to, se tudi čutim, da živim na polno, da tudi dajem na polno. In še to bom rekel, če je bilo vprašanje prej, s kakšnimi izzivi se borimo oziroma kakšni pritiski so, pa še ni dolgo tega, kakšno leto, 2 nazaj, ko mu en fant rekel, ti kako ti imaš ženske? Pa se čist roman dec tako, a razumete, ali? In tega je dosta, ne? Potem pa tako, res tudi tako, eni rečejo direktno, eni ne rečejo, a ste boj kaj narobe, si v redu, vse, mislim, kako to, da si nisi mogel ženske dobiti, a si se za to odločil, ker pač nisi imel, a pa nisi najdel ene osebe, ki bi ti bila kompatibilna, ne? Pa sem rekel, ne, ampak jaz sem čutil en klic. In ta klic je pa tako dragocen, da ga ne bi za nobeno ceno, bom rekel, izpustil iz rok, ker ga jemljem kot dar. In to je dar, poklicanost je dar. Kot je Živa rekla, tudi v njeno samskost, to je dar, da si poklicana na ta način služenja in še večji dar mogoče zato, da ti dodano spoznati ta dar. In zame isto pomeni, da sem se naučil prepoznavati ta dar, ki ga skušam živeti in želim živeti kot duhovnik. Točno tako. Ko prepoznamo, se treba tega držati nečim bolj. Super, pripravili smo en prispevek in sicer gospa Melita bo z nami podelila delček svoje življenjske zgodbe. A si bomo pogledali? Ja. Super. No, pa dajmo. Jaz sem bila dolgo časa samska, kar do 35. leta. Šele takrat sem spoznala mojega bodočega moža. V vsem tem času mi je bil največji izziv ohraniti vero in zaupanje v to, da me tudi mene čaka nekje en moški, en partner, ki sem si ga zelo želela. Sem gledala moje prijatelje, ki so se poročali, pa ena generacija se je poročila, pa so že imeli otroke, pa druga, pa tretja in me je kar malo stisnilo. Celo ljubosumne sem spoznala, ki ga prej sploh nisem poznala, tako da sem se potem te stvari sem tudi povedala mojim prijateljem in sem jim povedala to velikokrat. Očitno me je zelo morilo, ko se zdaj hahljajo in mi povejo, a veš, kolikokrat si se potožila, Melita. Jaz sem vse to seveda že pozabila, ampak oni me spomnijo, da so bili to časi, ko mi je bilo zelo lepo, ampak včasih pa tudi zelo težko. No, pri 33 letih so bila pa zame res Kristusova, ker mi je bilo osebno zelo težko, se je nekako vse skupaj zgnetlo v en klopčič in sem bila na tleh, na kolenih in sem rekla, Bog, tako mi je hudo. In on mi je na vse te moje jamranja, na vse moje stiske in težave odgovarjal, rad te imam. Pa sem mu rekla, glej, to in to sem naredila, ni bilo v redu, pa je rekel, rad te imam. Na vse, na karkoli sem mu govorila, je bil vedno odgovor isti, rad te imam. In tako so se začele celiti, nisem vedela, ampak takrat se je to dogajalo, da so se začele celiti prastare rane in ko sem začutila, da me ima Bog rad res, res tako, kot sem in ne glede, kaj naredim, me bo imel rad. Takrat so se tudi karte na mizi, ki je bila pred mano, so se začele drugače mešati, tako da bi se puzzle začel sestavljati. In potem sem si rekla, ena izmed stvari, ki sem se jih rekla, je bila, da gotovo ta človek že nekje živi, že obstaja, ga moram samo še najti. To pa ni več tako težko. Še ena stvar pa,
jaz sem bila obdana, vsak vikend sem šla ali v hribe, ali na bicikl, ali tako sami ekstremisti. To so bili, veliko jih je bilo ločenih, ali pa so bili neporočeni. In oni so mi govorili zgodbe, kako so se ločevali in tako. In sem spoznala, da poroka ne bo garancija za mojo srečo. Torej, se moram imeti fajn tudi sama. Veliko ljudi sem spoznala, veliko fantov je brenčalo okrog mene, ampak moje prijateljice, še ena, to je kot v pravljicah, ki ima junak še zadnjo nalogo, da jo izpolni. No in moja je bila pa ta, da zatlačim svoj ego oziroma da ga odvržem stran. Zato, ker mi je ena moja prijateljica rekla, da ne grem na slepi zmenek. In jaz sem rekla, da na slepi zmenek meni ni treba hoditi. No, je rekla, samo spiješ čaj, pa greš domov, vse tu ne bo tako težko. Res je fajn fant. Seka, prav, spijem čaj in grem domov, če boš ti zadovoljna, ker drugače vidim, da mi ne boš dala miru. In sem šla. No, ta fant je postal moj bodoči, to je postal mož, zelo hitro sva se potem zaročila, na Golakih, poročila in imela 3 otroke. Pri 37 sem imela prvega, pri 39 drugega in pri 41 tretjega. In največji izziv pri vsem skupaj v tej moji dolgi zgodbi res iskanja je bil, da te sanje, ki jih je Bog dal vame, da sem si rekla zmeraj znova, če je Bog dal te sanje vame, potem jih je dal z namenom, da se mi enkrat uresničijo. Kaj pravite? Čudovito, ne? Krasno. Ful je dobro povedala, res. Mene prav na to spomne, če bi mene 10 let nazaj eno vprašal, živa. A bi bila ti raj, da te Bog ozdravi, da spremeni tvoj pogled na sebe, da spremeni, kako vidiš druge, kako funkcioniraš, da ti da ljubezen do sebe, da ti bojo čisto drugi moški všeč ali da se zdaj poročiš. Jaz bi izbrala, da se zdaj poročiš. Zakaj? Ker sem bila odvisna od tega, tako sem že na začetku povedala. Ampak zdaj se pa Bogu vsak dan samo zahvalim, da kljub temu, da jaz nisem bila glih najbolj pametna, kar se tega tiče, je on bil in je vztrajal za mene res na najboljši poti, ker to, kar se je v tem času zgodilo, ko sem jaz njemu predala svoje življenje in ga seveda glih tako kot v tem posnetku skozi prosila, naj mi da moža in se pač skozi soočala s tem, da ja, ampak še ne, je on toliko naredil na meni, jaz drugače vidim sebe, meni so druge stvari všeč, meni so drugi moški všeč in pač prav iz ljubezni na sebe, iz drugačnega pogleda na sebe se je za mene spremenilo vse. Tako da ta čas, če si prepoznal, da si poklican za zakon, da ti Bog obljublja moža ali pa ženo, ampak ga še ni, to ni čakalnica. Bog te pripravlja za tega človeka, pa ne samo za tega človeka, Bog dela v tebi nekaj, kar lahko naredi samo on in samo v tem obdobju. Tudi meni je všeč ta njena zgodba, kako tudi tvoja zgodba, prav tem, ne, da ko se človek odloči in prepusti, dokler hočeš in misliš, da imaš ti najbolj prav, da ti veš, kaj je najboljše zate, si nesvoboden. Kar bom rekel, veliko zgodb deklet in fantov poznam prav v tem smislu, ko so prav rekli, ja, pa sem molil, pa sem šel, na duhovne vaje sem šla. Zato, ni nič pomagalo. Pa nič ni bilo, ne, ali bi se odločila za radovnico, ali bom samska, ali se bom poročila, ne. In pravi, takrat, ko sem na duhovne vaje izločila, Bog za poti naredi, pravi, v 14 dneh sem srečala človeka, ki sem ga začela prepoznavati, evo, se poročila, zdaj imam koliko 4 otroke ima, ne. Pa več takih zgodb pomeni, ko smo sposobni se osvoboditi svojih tistih fikcij, načrtov in dovoliti Bogu, da dela v našem življenju. Pa ne bo to tudi v našem redovniškem življenju, ne? Tudi kot duhovnik, ko imam načrte in ko naredim tisto, kar lahko sam naredim, drugo pa prepuščam, se začnejo dogajati stvari. Se začnejo dogajati čudeže, ne? Res, ja. In jaz tudi to vidim, vsakič, se ne sem na tem področju, vsakič, ko imam jaz neko predstavo, neko fiksno idejo, kako bi stvari mogle iti in potem Bog drugače spele, imam pač možnost, ne, a mu zaupam ali ne, ampak to je vedno težko, pač vedno se odpravim v moj mali Getsemani in tam, če je tvoja volja malo najprej tako, ne, pa pač le spustim. In hkrati je pa to tako, kot je Peter rekel, hkrati je pa vsaj jaz, ko prepoznavam, to edini način, da lahko polno živim. Ker če ne se spet zapletem in spet začnem živeti suženjstvo in spet dajem to mesto, ki je pripada Bogu, drugim in potem se zaplezam noter, ne. In pač ni lažje poti, ne moreš se izogniti temu delu, ki je križ, ne glede na to, a si samski, a si redovnik, a si poročen, a si brez otroka, imaš 100 otrok, pač križ bo, pika. Tako, treba ga vzeti, pa akcija. Torej, prej smo že govorili o občutkih, ki se v nas zbujajo.
torej občutek osamljenosti. S tem se res ogromno srečujemo, ko vidimo kakšne mlade pare. Kako se soočiti z temi občutki? Ja, jaz velikokrat imam obdobja ali pa trenutke, ko se počutim osamljeno. Ker pač dejstvo je, da pač določeno bližino pa intimnost, ki ti jo lahko da partnerski odnos, ti jo ne more nadomestiti prijatelja. Ne? In to je resnica. In jaz sem pač ugotovila, da ne želim več bežati od teh občutkov, ne želim bežati od osamljenosti, ne želim bežati od tega, ker sem ugotovila, da pač, če si začnem delati zid, ni pol propustnega. Zid je zid. Če je zid za žalost, je zid tudi za veselje. In potem pač se začnem zapirati. Ne? In sem ugotovila, da pač enostavno želim, tako kot smo se prej pogovarjali, pač zaupati Bogu, da vsak občutek, vsaka osamljenost, vsako težko obdobje ni samo sebi namen. Tako kot tudi križ ni bil sam sebi namen, ampak je bil Božjo slavo. Se pravi, če Bog dopušča za mene zdaj spet občutke osamljenosti, da mi je težko, to ni samo sebi namen. Pač mi hoče s tem nekaj podariti, me v več spet spodbuditi. In tukaj vidim, da mi ful pomaga, ko mu prvo to darujem. In ja, valjda mi je težko in nočem se zdaj tle delati, da je pri meni pa vse Jezusa sem postavila na prvo mesto, gas do nebes. Ni res, glih tak se kregam z njim, glih tak imam trenutke, ko vse podvomim, se sprašujem, a sem sploh prav prepoznala, da me nekdo čaka, da mi je to obljubil, ampak kaj mi pomaga tudi takrat? Da se spomnim, da ima vsak človek trenutke osamljenosti. To so obdobja, to so trenutki, to ni moje življenje. Tudi tisti, ko so poročeni, so osamljeni. Tudi tisti, ko imajo otroke, so osamljeni. In a bom jaz zdaj se poročila zato, da ne bom osamljena? To potem ni poklicanost pa služenje, to je uporaba. To se pravi, da jaz čakam nekoga, da me bo potešil, da ne bom več osamljena. In sem rekla, ne, vsi smo osamljeni. Jaz si ne bom zdaj nekoga navlekla, pardon izrazu, vem, da to ni glih najlepši, ampak ne bom si nekoga navlekla zato, da ne bom slabe volje. Jaz pač hočem biti all in z Jezusom ali pa nič in jaz sem pač zbrala all in. Zato, ker potem v bistvu pričakuješ ti od tistega človeka, da bo zapolnil tisto neko tvojo praznino, v bistvu, ki je v tebi. Ne? Ja, in je ne more, to je lahko samo Bog. To pomeni, da je tvoja sreča, zadovoljstvo odvisna od drugih. Tako. Naloga vsakega posameznika, da se uresniči pa ravno tem, da išče, kje lahko sebe uresniči, se pravi s pomočjo tudi, bom rekel, Boga, ki me je postavil v ta čas, v ta prostor, mi je tudi dal možnosti, da jaz v sebi uresničim eno polnost in da iz te polnosti živim in jo tudi dajem, tudi v odnosa. Ne? Če se nanašam na vprašanje, tudi jaz normalen človek, bom rekel, tudi krvav pod kožo, in tudi bom rekel, ja, so trenutki, ko čutiš, ko bi bilo fajn, če bi imel nekoga ob sebi. Ampak če dam pa na tehtnico, koliko pa dobim od mojega dela, bom rekel, jaz imam to srečo. Bog ima mene tokrat preveč rad. Ja, resno. Ampak on ima tokrat, mislim, tukaj mi daje enih priložnosti, tukaj enih šans, tukaj enih ljudi, dobrih ljudi, koliko z njimi živim na polno, ko se veselim življenja, ko pojemo, špilamo, razumeš, delamo, garamo, švicamo, če se kregamo. Ampak je en odnos, je en živ odnos. In so trenutki osamljenosti, in to, kar si že ti rekla, si lahko v množici ljudi, pa si lahko osamljen. Ja. Od česa je odvisno? To, kar je Živa rekla, to fajn. Da si ti v sebi zapolnjen z nečim višjim, večjim, takrat potem tudi ni te osamljenosti. Recimo, meni je to pomembno, ko sem se pogovarjal z mnogimi tako, in mi je zelo kot duhovniku odleglo, ko sem uspel, jaz sem to v sebi že nekako živel, ampak nisem znal definirati, nisem znal ubesediti. Rekel, to duhovno očetovstvo. Ko sem videl, recimo, koliko tem mladim pomeni, da si za njih kot neke vrste, ja, bom rekel, oče, na katerega se lahko obrnijo, na katerega se lahko tudi skrečijo, zjočejo, s katerim se lahko veselijo, s katerim lahko športijo, kateremu lahko tudi v faco povejo tisto, kar mislijo, v smislu najstniki se upira, in da ti tam zdržiš kot oče z enim dostojanstvom. Ja, mater, ni lepšega. In recimo drugo področje mojega duhovniškega dela pomeni in maševanje kateheze ali pa recimo spodovanje. Kolikokrat so trenutki, ki mene ganejo, kaj mi je dano kot duhovniku. Ta vloga, ki mi jo je Bog dal, da lahko kot duhovnik nekomu, ki pride strtega srca, prizadet, ranjen,
pa mu lahko rečem v Jezusovem imenu, odpuščeni so ti grehi, pojdi v miru. Tega ne zmore niti Marija, niti angeli. Ali recimo, ko mašujem, ko ravno sinoč sem imel katehezo za prvobhajence, sem tu probal nazorno prikazati tem otrokom, veš, kot otroci kar pijejo. A ne? Kako so doživljali, ker sem imel občutek, da so začutili, da je meni Jezus blizu v Evharistiji. Kako je meni blizu in ko sem jaz lahko to njim posredoval in ko sem čutil, da so pili to, kar sem jim dajal, a ne? Ma jaz sem bil srečen na ta način, ko sem lahko njim to dal. A ne? Ja, in tudi ta veličina spovednika, očeta spovednika, bi rekel, želim si biti mečkam podoben temu usmiljenemu očetu iz zgodbe izgubljenega sina oziroma usmiljenega očeta iz Svetega pisma. To bi si želel tem, ki pridejo po spravo z Bogom, spravo same seboj, da bi lahko bil tam za njih, da bi jim lahko ponudil ramo, na katero se naslonijo. Govorimo o prispodobi, a ne? Ja, po moje res ni lepšega, kot pomagati drugim, ne? Da so drugi srečni in potem si ti srečen še zaradi njih. In je vse lepše. Super, ja, ampak to je čas tako malo podsukran stavek, a ne? Ja, no, dobro. Jaz sem alergijan. Dobro. Ja, ampak je res to je to, a ne? Je lepo, ko vidiš, da nekoga lahko osvobajaš. Ne ti, ampak Bog po tebi, ki si dal sebe na razpolago za neko služenje. Tako je. Torej, imamo samskost, pa imamo zvezo. Kako nadomestiti neko osebnostno rast, ki bi je bili deležni v zvezi? Načeloma se osebnostna rast se razlikuje definitivno, če ti živiš z nekom ali pa če si sam. Kako to nadomestiti? Živa se že smeji. Ja, smejim se. Osebnostno rast bo tisti, ki želi osebnostno rast, pika. Ti lahko imaš zvezo, pa ne rasteš osebnostno nič, ker vedno je vsa drug kriv ali pa se zapreš v školko. Jaz se strinjam s tabo, s tem, kar si povedal, ne? Da en ful tesni intimni odnos med moškim in žensko ti dejansko potegne ven. Marsikaj, kar je potrebno ozdravljenje. Ne? Ampak je pa tako, da to, kar pa lahko ti narediš kot samski, preden greš v zvezo, je pa spet nek čas, pa imaš neke okoliščine, ki pa jih ne moreš več, nimaš več takega časa, pa takih priložnosti v zvezi. Tako da moje mnenje je, da tisti, ki želi osebnostno rast, bo osebnostno rasto. Zakaj? Vsak dan ti prinaša priložnosti, da se pogledaš. Zakaj je bila moja reakcija pretirana? Zakaj me je to tako razburilo? Kaj se zdaj z mano dogaja? Kaj mi tle hoče Bog povedati? Ne? In v bistvu zato jaz tako uživam v svojem delu pri ženski na polno, ker se mi zdi, da res daje Bog, če mu izročiš svoje življenje vsaki osebi, samski, tisti, ki se s prijatelji druži, ki je v zakonu možnost, da se sooči prek odnosov sam s sabo in da mu izroči določene stvari in da potem Bog ozdravlja, tako kot je bilo v posnetku. Ne? Zato se mi zdi, taka osebnostna rast, ki je možna v zakonu, ni možna, ko si samski in obratno. In mi je ful dobro, da lahko to izkoristiš, da si upaš to živeti, tudi če si samski. Ne? In druga stvar, ki se mi zdi ful pomembna, to sem že mogoče malo nakazala, je, da to ni čas za čakalnico. Ne? Ti ne čakaš, da se ti bo začelo življenje dogajati, ti ne čakaš, da te bo nekdo odrešil. In meni so skozi govorili, ja, veš, Živa, zdaj si samska, zdaj izkorist, zdaj lahko počneš stvari. In jaz sem bila tako, jaz sem samska, jaz lahko zdaj počnem stvari, mislila sem si pa, kdaj pride mož. Potem, ko sem pa rekla, da sem imela ta moment, da sem gotovila, da v bistvu životarim in da v bistvu sem moč za svoje življenje pa srečo predala, sem se pa začela zjutraj spraševati, ok, Živa, cel dan imaš, pa to je luksus. Eni ga nimajo, eni so umrli. Zdrava sem, pa to je luksus. Eni zelo ne morejo vstati. Možnosti imam finančne, kakršne imam, možnosti imam časovne, kakršne imam, nikomor se mu ni treba prilagajati. In sem ugotovila, da jaz hočem živeti. Vedno, v vsaki situaciji, v vsakem stanu, vsak dan imaš stvari, ki so in imaš stvari, ki niso. Vedno je nekaj narobe, vedno nekaj čakamo, da se uredi. In jaz sem ugotovila, da če bom čakala, sam še tole se zrihta, pa bom pa začela živeti, pa sem pa sprostila, pa si bom pa prvošla, da životarim. In sem začela živeti to, kar si zdaj lahko privoščim. In jaz živim. In sem se vpisala na plesne vaje,
Ni tako fajn iti na plesne vaje brez partnerja, ne, ni tako fajn iti na plesni večer sam, ampak sem stisnila zobe, je šel Jezus z mano in koliko sem jaz doživela tam veselja, ozdravljenja. Tudi ne, ko tam sediš, pa včasih noben ne pride po tebe zaplesati, imaš veliko možnosti za osebnostno rast. Potem sem se lotila, sem probala se začeti učiti kajtati. Ok, rabila sem 500 več tečajev kot drugi ljudje, ampak že skoraj znam. Pa sem veliko novih ljudi spoznala. Potem sem začela spet smučati. Potem sem pač si stvari privoščila, ki si jih pač lahko. Ampak ostaja pa to vodilo, ki sem ga že na začetku povedala, da začnem dan z Jezusom, za katerega verjamem, da je mene in vsakega od nas poklical na pustolovščino, ki je vsak dan, tudi če je rutina. In rečem, ok, kaj imaš pa danes za mene pripravljen, Jezus? Kaj bova pa danes počela? To je prva stvar. Pa prek učenja ljubezni do sebe sem se začela učiti tudi tega, da se vprašam, ok, kaj si lahko privoščim, kar je meni danes dostopno. Ja, mogoče je to danes samo pol ure sprehoda, ampak si ga želim privoščiti in si želim to zavestno podariti. In tega sem se mogla priučiti, ker to ni nekaj, kar znaš, ljubezen do sebe, ampak sem se. In nisem več tam, ko ti vsi govorijo, ja, jaz koristim, potem si ti, ja, se bom izkoristila, sam kdaj se bom zdaj poročila, ampak lahko rečem, da končno živim vsak dan te dostopne veselja, dostopne radosti, dostopne užitke, dostopne možnosti, ki mi jih nudi Bog. In to se mi zdi, da ima čisto vsak možnost, ne glede na to, v kakšni situaciji je. Čudovito živa. Absolutno se strinjam, da vsak sam raste. Lahko ti je druge, recimo tisti, ki so v zvezi, pač ker spremem posameznike pare, da je lahko, bom rekel, partner ali sozakonec, ti je lahko v izziv, ki te nekako izziva, pripelje, da tudi sam delaš na sebi pa to. Sam zase bom rekel, da imam tak izziv, tako študijsko gledano, kakor tudi športno, recimo, da sem pri 40 letih začel bordati z nule, prej sem smučal, ne? Recimo, da sem fraturnaco začel špilati pri 40-ih, pač je bila situacija, ko me je življenje butnilo ob tla in se moraš odločiti, a bo živel, a boš pa jokal, pa se smilil samo v sebi. Jaz sem se takrat odločil, da bom živel. Edino pravilno. Ja, in mi ni žal, za vsak korak, ki sem ga naredil. In veliko vsaka preizkušnja, živa prekla križ, jaz pač bolj uporabljam izraz preizkušnja, je lahko priložnost ali pa skušnjava. Pomeni skušnjava, da padeš pa se smiliš samo v sebi in nič ne rasteš, ali pa priložnost rečeš, lej, nekaj bi rad naredil. Bom zagrabil priložnost in bom nekaj naredil. Tako le imamo. Ja, lepo. Poleg tega samskega življenja se pa pojavlja še eno hrepenenje in sicer telesno hrepenenje, ki je lahko res zelo močno. Na kak način se sooči z njim, pa na kak način pač svet nam podaja neke take replike oziroma kopije tega, čemu se lahko tudi zatekamo, kako ostati na tisti pravi poti. No? Na kak način si tudi mogoče z vero pomagati in to predajati. Ja, pač to je včasih ful težko, ne glih tako kot osamljenost, pa še ponavadi se ti vse skupaj poklopi. In jaz sem se ravno tako s tem borila in se borim in meni je ful pomagal, ker sem bila enkrat pri Petru na pogovoru, tako da ste zbrali pravega gosta. In mi je rekel, da vsakič, ko pač pridejo te občutki, vsakič, ko mi je tle težko, vsakič, ko se mi zdi, da ne zmorem več, da naj jih ne zatiram, ampak da naj se zahvaljujem Bogu, da sem ženska, da imam te občutke, da pač imam željo po spolnosti in sem se res takrat začela zahvaljevati in mi je to ful pomagalo. Tako da hvala ti, Peter. To mi je bilo dano reči. Tako. In tudi sam iz tega stališča gledam na stvari, pomeni tudi jaz normalen dec, normalen moški, ki čuti, in živi in se tudi, bom rekel, hrepeniš, in pa da hrepeniš tudi po telesni ljubezni, s tem, da ni pa to vse. In če so tiste 3 komponente zadovoljene, kot sem prej rekel, da rad živiš, da imaš v sebi ljudi, ki te imajo radi, da imaš ti ljudi, ki jih imaš rad, pa da si lahko, bom rekel, na tej ravni, da imaš res zaupne ljudi. Tudi ljudi, na katere se lahko kdaj nasloniš, ali pa so nate, tako bom rekel, kar je prav, v mejah normalne, potem tudi celibata ni težko živeti. Ampak te 3 stvari so pa nujne. Potem pa spet odvisno od posameznika, recimo čisto preprosto, odvisno od tega, kateri jezik ljubezni govoriš. Poznate 5 jezikov ljubezni, in recimo tisti, ki je njegov jezik dotik,
Ja. toliko teže za njega, kot pa za nekoga, ki je njegov jezik, recimo potrditev ali pa ne vem, usluge ali pa posvečen čas, pa te stvari. A ne. Tudi na podlagi tega potem se vsak na svoj način bori. Ampak vsakemu bo rekel, tudi mladim, hej, poslušajte, ko začutite v sebi naboj življenja, kemijo v telesu, tudi strast, najprej, živa v sodi, ko bom to rekel, najprej rečite Bogu hvala, ker sem normalno fant, ker sem normalno dekle, ker normalno čutim, ker mi je Bog dal ta dar, to hrepenenje. Hkrati, takoj zatem pa daj prošnjo, je Bog, daj, da ne bi tega nikoli zlorabil, izkoristil, da bi s tem naredil škodo sebi ali drugim. To je bistvo potem, ne? Je v redu. Zelo lepo si zaključil, Peter. Mi bomo s tem tudi zaključili tale pogovor, tako da hvala, da sta bila v naši družbi in da smo lahko spletli en tak lep pogovor o samskosti. Spoštovani, kmalu po snemanju te oddaje je Peter Pučnik izvedel, da je bolan. Ima limfom na bezgavkah maligne vrste. Vsi smo pretreseni zaradi te novice in molimo za tvoje zdravje, Peter. Hvaležni smo, da ti je Bog dal srce tako polno ljubezni, da jo deliš z nami vsemi, tudi v oddaji Reflektor. Prosimo Gospoda, naj te čudežno ali s pomočjo tvojih zdravnikov popolnoma ozdravi, da boš še naprej delil svojo ljubezen z nami in z njo odpiral srce vsem ljudem. Tudi vas, spoštovani gledalci, vabimo, da se pridružite molitvi za Petra.